Ja, že dobrih 10 let nazaj, ko smo začeli s temi aktivnostmi, smo ugotovili, da Prislu je zelo velik potencial za razvoj in smo začeli razvijati najprej vinoteko, potem pa razne dogodke, seveda glavni je bil festival in še vedno je festival Modre Frankinje. In to je v bistvu tudi sestavni del vinskega turizma, tako vinsko-kulinarični dogodki, kot pa tudi posamezni vinarji, ki razvijajo svoje zgodbe. In mi jih nekako povezujemo, z njimi sodelujemo in kot del javnega sektorja izvajamo neke aktivnosti, ki jih mogoče sami ne bi zmožni bili sami. Aktivnosti promocije, aktivnosti povezovanja, aktivnosti tudi določene administrativne recimo stvari. In smo neke vrste kot koordinator vseh teh aktivnosti, da dvignemo zgodbo Modre Frankinje na nek višji nivo. Predvsem prepoznavnost in pa kakovost, to je glavno. Ta prepoznavnost in kakovost se v teh letih nekako vzpostavila, dvignila, ne? Se je zagotovo povečala, seveda je pa še veliko potenciala za razvoj, zagotovo. Kaj pa v zvezi s pomočjo države ali pa z nekimi oziroma Ja, Evropske unije, ne? mi smo zdaj ravno v tej fazi, ko smo pripravili model povezovanja pridelovalcev in ugotovili, da pravzaprav vsak deležnik v tej naši družbi, se pravi od države, regije, lokalne skupnosti, kot seveda tudi potem konec koncev pridelovalcev, mora nekaj za to prispevati. In zdaj seveda je pa odvisno od teh deležnikov, kako se bo to razvijalo, ne samo od nas samih ali pa od vinarjev. Tako da cela družba se mora nekako osredotočiti na to in nekaj prispevati za to, da bo ta zgodba dokončno zaživela.